nagovorniški oder naslednjega referenta, ki je svoje delo pripravil v sodelovanju z dr. Salmičem. Naslov referata profesor Kolarja in dr. Salmiča je Evangelist Krek v odnosu do osrednjega vodstva cerkve in cerkve na Slovenskem. Morda samo nekaj predstavitvenih besed. Igor Salmič je doktor teologije. Za svojo disertacijo je prejel Bellarminovo nagrado, ki jo podeljuje Univerza Gregoriana za najboljše delo z področja cerkvene zgodovine. Salmič predava zgodovino na mednarodni fakulteti svetega Bonaventure in pa vodi tudi seminarje na Univerzi Gregoriana in Univerzi v Peskari. Je ploden raziskovalec, piše mnoge znanstvene prispevke, predvsem v italijanščini in nemščini. V slovenščini je pa priobčil več razprav na temo zgodovine Frančiškovih manjših bratov. Profesor Kolar pa je doktor teologije, redni profesor na Teološki fakulteti. Več let je predstojnik Inštituta za zgodovino cerkve in pa katedre za zgodovino cerkve in patrologijo. Njegov znanstveni fokus je usmerjen v povezovanje Slovencev s svetom in to zadevno v raziskovanje tako izseljencev kot misionarjev. Eno leto je bil kot gostujoči profesor oziroma raziskovalec na Univerzi Berkeley v Kaliforniji. Velikokrat pa sodeluje in deluje tudi med Slovenci, tako v Kanadi kot v Združenih državah Amerike. Profesor Kolar, izvolite. Najlepša hvala za predstavitev in prav lep pozdrav vsem še enkrat. S kolegom Salmičem sva se delo razdelila tako, da je on v glavnem raziskal vse, kar je bilo mogoče v vatikanskih arhivih in arhivu tudi Dunajske nunciature, medtem ko pa moj prispevek na to, koliko je mogoče o Kreku in njegovem odnosu do cerkvenih oblasti najti v cerkvenih arhivih pri nas. Zato sva tudi oba avtorja tega prispevka. Kot duhovnik ljubljanske škofije je Janez Evangelist Krek imel v ljubljanskem škofu svojega cerkvenega neposrednega predstojnika in cerkveno avtoriteto in njegovo življenje in delovanje sta zaznamovala dva ljubljanska škofa in to sta bila Jakob Misija in pa Anton Bonaventura Jeglič. S tem, ko je bil škofijo inkardiniran, kot temu rečemo, je v njej imel zagotovljeno službo in se je moral v skladu s takratno cerkveno zakonodajo podrejati odločitvam vsakokratnega ljubljanskega škofa. Seveda tudi prevzemanje javnih funkcij, tudi z tih najbolj izpostavljenih političnih, kot sta bila poslanski mandat v državnem ali deželnem zboru, ni bil mogoč brez soglasja vsakokratnega škofa. In to je seveda pritegnilo največ pozornosti in tudi poseganje potem škofov v njegovo delovanje. Tesno povezanost s škofijo se je najprej pokazala leta 1884, ko je vstopil v ljubljansko bogoslovno semenišče ob stolnici kot kandidat za ljubljansko škofijo, isto leto, ko je vodstvo škofije prevzel dr. Jakob Misija, dotedaj škofijski kancler v Gradcu. V istem poslopju, kjer so bogoslovci stanovali, so imeli tudi predavanja. Po 4 letih je bil posvečen v duhovnika in že jeseni istega leta ga je škof Misija poslal kot obetavnega na študij na ugledno ustanovo Avguštinej na Dunaju, kjer so se šolali in izobraževali voditelji cerkvenih ustanov v celotni habsburški monarhiji in rasli skupaj s cesarjem Francem Jožefom. V času obiskovanja Dunajske univerze in specialističnega študija je imel možnost srečati številno duhovščino iz celotne monarhije in to mu je ponudilo dobre informacije o razmerah v cesarstvu in hkrati omogočilo povezavo z mnogimi duhovniki, ki so pozneje oblikovali programe škofij, v katerih so delovali. Zanj, ki je imel talente za jezike, smo že slišali danes, je to pomenilo izreden izziv. Seznanil se je ne samo s krščansko-socialnim gibanjem, temveč tudi priučil mnogih jezikov.
Tam je dokončal študij z doktoratom in po vrnitvi v Ljubljano ga je škof Misija za kratek čas poslal za kaplana v Ribnico. Že v jeseni leta 1892 pa je bil imenovan za stolnega vikarja v Ljubljani. In to mu je ponudilo pogoje za življenje, predvsem v tem materialnem smislu. Hkrati pa je že v istem študijskem letu prevzel tudi predavanja pri katedri za filozofijo. Imel je naslov docenta in predaval posamezne predmete. 3 leta kasneje je prevzel novo ustanovljeno katedro za osnovno bogoslovje in tomistično filozofijo in to ohranil vse do svoje upokojitve, to mesto, 1916. leta. Imel je tudi predavanje sociologije in že na tem mestu velja omeniti, da sta v času, ko je Krek imel državnozborski mandat in torej bil dobršen del leta na Dunaju, njegova predavanja prevzemala suplenta Aleš Ušeničnik in pa dr. Franc Grivec. V času škofa Misije je tako Krek začel svoje učiteljsko, politično in sicer vsestransko delo, ki ga je nato nadaljeval, ko je leta 1898 vodstvo škofije prišlo do menjave. Brez škofovega dovoljenja leta 1897 ne bi mogel kandidirati za državno-zborskega poslanca. Že 5 let predtem, to pomeni 1892, je Krek imel prvo možnost, da je nastopil v javnosti, spremljal dogajanje ob prvem katoliškem shodu, za katerega se je zelo zavzel škof Misija in je, kot je znano, shodu napisal tudi pozdravno pesem. In od tedaj naprej je vključen vse druge manifestacije, ki jih je organiziral tako škof Misija, kot tudi potem Jeglič za njim. Ko je prišel Anton Bonaventura Jeglič za škofa iz Bosne v Ljubljano, je Krek imel že ugledno mesto v javnosti leta 1898. Bil je cenjen učitelj semeniščnikov, novinar, javni govornik, poslanec v državnem zboru na Dunaju. Škof Jeglič je poznal Krekove številne talente, delavnost, velik vpliv, ki ga je imel med mladimi in med starimi, tudi med bogoslovci. V svojem prepričanju in jasni podobi, ki bi jo duhovnik moral imeti v javnosti, so bila določena Krekova ravnanja za škofa dvomljiva in so mu vzbujale pomisleke. To se je pokazalo ob različnih priložnostih. Krek je zaradi svojega ravnanja in javne funkcije izstopal in ga ni bilo mogoče dati v okvir, ki so ga sicer predstavljali duhovniki, ki so bili župniki in kaplani ali pa učitelji v semenišču. Kreka si je bilo težko predstavljati in si je težko predstavljati z brevirjem v rokah, ko se sprehaja po župnijskem vrtu ali po župnijski cerkvi gor in dol. V pretežnem delu vsakodnevnega življenja Krek ni nastopal kot duhovnik. Njegovega življenjskega ritma niso narekovala duhovniška opravila, temveč vrsta javnih funkcij, zaradi katerih je bil še bolj izpostavljen, kot so duhovniki sicer že itak bili. Ker škof Jeglič ni imel vedno dobrega pregleda nad njegovim ravnanjem in življenjem, z drugim besedami se je izmikal njegovemu neposrednemu nadzoru, zato je marsikdaj prišlo do nezaupanja in vprašanj v Krekovem oziroma Jegličevem odnosu do Kreka. Mogli pa bi reči, da sta imela zaupljiv odnos in da sta drug drugemu predstavljala svoje lastna stališča, ki so bila pomembna za nadaljne odločanje. Škof Jeglič ni imel težav, da se je oglasil pri Kreku. Še najraje mu je pisal, medtem ko se je Krek na to najraje oglasil pri njem in sta v pogovoru razčiščevala napetosti ali odprta vprašanja. Krek je svojega cerkvenega predstojnika spoštoval in bil ponosen, da se je lahko srečeval z njim. Oktobra 1917, ko so bili objavljeni različni spominski članki, je eden od avtorjev zagotovil, in navajam, kar drugačen je postal, kadar je povedal skrivnostno, danes sem bil pa pri škofu. Pisali so mi, naj pridem. Sam ne grem nikoli k njim, grem le, kadar me pokličejo. Nikogar ne unikal, samo škofa je.
Vendar je v primeru, ko mu je bilo potrebno dati javno podporo, škof Jeglič vselej stopil na njegovo stran. Naprimer, seje Kranjskega deželnega zbora 30. decembra 1901 se Jeglič udeležil nalašč zato, da je lahko dal podporo Kreku pri izvolitvi za članstvo v enem od odborov. Čeprav je bil iz Ljubljane veliko odsoten, zlasti do leta 1900, ko je poslanec v Državnem zboru na Dunaju, je Krek ohranil stik z bogoslovnim semeniščem, kar je cenil Jeglič zelo. Potem, ko mu je prenehal mandat na Dunaju, je spet lahko več pozornosti namenil bogoslovcem in jih načrtno pripravljal za bolj samostojno javno nastopanje in delovanje. V študijskem letu 1900, se opravičujem, tole bi moral narediti, pa nisem. Lepa hvala. Potem, ko mu je prenehal mandat na Dunaju, je spet lahko posvetil več pozornosti semenišču, kot sem dejal, in uvajal tudi nekatere nove predmete, ki so bili zelo povšeči tudi škofu Jegliču. In ko je februarja 1906 škof Jeglič prisostvoval nekaterim izpitom v semenišču, je v dnevniku takole zapisal, navajam. Včeraj je spraševal dr. Krek dolgoletnike iz modroslovja, danes prvoletnike iz apologetike. Z uspehom sem prav zadovoljen. Dr. Krek vsako leto napreduje, stoji na vrhuncu časa, bil bi dika v vsaki univerzi. Bogoslovcem se pozna, da so za nauke navdušeni in da se prav marljivo učijo. In marca naslednje leto, ko je zopet prisostvoval izpitom, je v svoj dnevnik zapisal, dr. Krek je ženijalen. V času afere s Kamilo Tajner oziroma te zgodbe je škof Jeglič imel v mislih, da predlaga Krekovo upokojitev in da ne bi več predaval v semenišču. Vendar tega ni storil, ko so se stvari polegle. V določenih primerih, ko je šlo za bolj izpostavljena duhovniška mesta, je Krek škofu Jegliču predlagal in Jeglič ga je tudi vprašal, kdo bi bil primeren za tisto službo. Seveda je pri tem imel pred očmi predvsem vpliv duhovnikov na društveno življenje in na potrebnost bolj aktivnega sodelovanja duhovnikov pri organiziranju političnega življenja v določenem okolju. Tako škof Jeglič kot Krek sta se zavedala pomena tiska pri ustvarjanju javnega mnenja, razširjenju političnih idej, utrjevanju verskih in družinskih vrednot, kot tudi pri zavračanju zmot in nesprejemljivih idej, ki so se širile. O vprašanju uredniške politike in urednikovanja posameznih publikacij sta se Jeglič in Krek redno pogovarjala in skupaj načrtovala svoje akcije. Škof Jeglič in Krek sta se medsebojno podpirali v nasprotovanju uredniški politiki, ki jo je v tistem času uveljavljal dnevnik Slovenski narod, čigar pomembno načelo ravnanja in pisanja je bilo nasprotovanje škofu Jegliču, pa cerkveni navzočnosti v javnosti in še posebej vplivnim duhovnikom in jih tudi z osebnimi diskvalifikacijami onemogočiti. Članki v dnevniku Slovenec, kateremu je bil idejni vodja dr. Krek, se z ostrino tonov niso veliko razlikovali od člankov v liberalnem tisku. Zaradi tega je bil Jeglič zelo vznemirjen. Določeni politični trenutki so bili posebej izzivalni za Krekovo pero, ob čemer Jeglič ni ostal dolžan izreči takšnemu ravnanju kritiko. V letu 1906, ko je dr. Eugen Lepe pustil vodstvo Slovenca, ga je prevzel Krek, vendar je objavljal, uporabljam Jegličove besede, presurove članke, preveč se druga stranka prezira in grdi. Nameravam mu to prav kmalu povedati in ga opomniti. Časi so hudi, surovost sploh raste, pa svojevoljnost, je zapisal v svoj dnevnik konec leta 1906. Po več srečanjih s škofom Jegličem in njegovih pismih se je Krek nekoliko umiril in zato na začetku naslednjega leta
Jeglič ugotavlja. Doktor Krek sedaj pri Slovencu največ deluje, ubogal me je in ne piše več tako surovo. Zdi se mi pa, da nasprotnike in njihovo prizadevanje premalo ceni. Naš list, glasilo mladih, ki hočejo med ljudstvom s predstavami, govori s knjižnico, ima 1200 naročnikov. Kako se slabe ideje širijo? Krek se moti, ako trdi, da to nič ne škoduje. Jaz bom svaril ljudstvo in duhovne. Konec citata iz Jegličevega dnevnika. Proti ravnanju škofa Jegliča in Janeza Evangelista Kreka sta liberalna stranka in baron Hein uporabila vsa sredstva in s tem želela onemogočiti njuno delovanje, zlasti seveda na političnem področju. Jeglič se je zaradi tega moral večkrat zagovarjati pri nunciju na Dunaju, ki je organizirani kampanji videl sredstvo za odstranitev škofa Jegliča iz Ljubljane. Prav v začetku leta 1905 je nuncij dobil vrsto obtožb strani kranjskih liberalcev. Zato je želel iz prve roke izvedeti, kaj je v ozadju. Zato je povabil škofa Jegliča, da mu je predstavil svojo plat zgodbe. In zato se je sredi aprila Jeglič odpravil na Dunaj, ker je videl, da so obtožbe prišle tudi na zunanje ministrstvo. Nuncij mu je po govoru povedal, da je bil pri njem deželni predsednik baron Hein in se je pritožil proti Jegliču ter profesorjema Kreku in Lesarju. Lesar je v tem času bil član deželnega šolskega sveta in je večkrat seveda nasprotoval predlogom barona Heina. Jeglič, povedal sem, kako je doktor Krek korekten v šoli in le včasih prehudo besedo pove. Vendar pa je nuncij mislil, da je nevarno, ker je on profesor in mu je pokazal na vzgled na Tirolskem, ker je prišlo do razkola v Brixnu zaradi delovanja nekaterih učiteljev, tako je zapisal Jeglič po srečanju. V vatikanskih arhivih je veliko gradiva o tem, kako se je moral v teh letih, predvsem leta 1905 in nadaljevanju, škof Jeglič braniti pred obtožbami liberalnega tabora. Enkrat je šlo za njegovo vmešavanje v politiko, drugič za njegovo upravljanje s premoženjem, tretjič pa zaradi trdih prijemov na moralnem področju. V vseh omenjenih primerih je moral Jeglič svetemu sedežu pisno obrazložiti svoje poglede in vedno mu je uspelo, da je nuncija prepričal o svojih stališčih. Vseeno pa so mu iz državnega tajništva vedno znova priporočali bolj zmerno in previdno držo pri nekaterih zlasti javnih vprašanjih. Tukaj bi samo omenil nekatere vire napetosti, do katerih je prišlo med škofom Jegličem in Janezom Evangelistom Krekom. Tega bi seveda se dalo zelo veliko omeniti, ampak samo nekatere. Po prvih letih tesnejšega sodelovanja, srečanj, posvetovanj, skupnega nastopanja in zagovarjanja so se od leta 1903 dalje začele kazati tudi napetosti v njunih medsebojnih odnosih. Krek je v svojih nastopih postajal vedno bolj brezkompromisen v svojih kritikah do družbene ureditve, pri poudarjanju pomena ljudske volje, kritike oblasti in dotedanje stanovske ureditve. Kot odgovor na to je Jeglič pripravil posebno razpravo, ki pa je na to ni objavil, ker sta ga to prepričala tako dr. Šušteršič kot dr. Krek. Potem v okviru delovanja ljudske stranke od leta 1912 dalje, ko je dr. Šušteršič postal deželni glavar, nima več časa za stranko, ostre kritike, ki jih podpira, izreka tudi dr. Janez Evangelist Krek. Tudi v javnosti so opazili, da je prišlo do spora med dr. Krekom in dr. Šušteršičem. Kritične besede o Krekovem delovanju in širjenju njegovih idej so prihajale iz Hrvaške. Krški škof dr. Mahnič je škofa Jegliča seznanil z najbolj radikalnimi stališči med hrvaškimi delavci in potrjeval, da so njihovi zagovorniki vsi Krekovi učenci. Konec leta 1915 je prišlo do novih napetosti. Takrat je Krek obhajal 50-letnico in v raznih okoljih so zato pripravljali razne oblike praznovanja. Deželni glavar Šušteršič je bil proti kakršnikoli javni obeležitvi, ker je Krek že pred vojno
in med njo izstopal po svojem srbofilstvu in proti avstrijstvu in bi avstrijske oblasti take proslave mogle razumeti kot podporo Krekovim stališčem in podobno, navajam, kar so pač takrat govorili. Ko je škof Jeglič izvedel za Šušteršičevo mnenje, se je sicer čudil, zapisal pa je: Krek je res veliko dobrega storil, kar naj se le pripozna. Res pa je, da je nas zadnja leta zelo užalostil. Obljubil sem, da z gospodu Šušteršiču pišem in ga pomirim. Slednjič je škof Jeglič dal navodila, da niso objavili nobenih člankov o Kreku v časopisih, ki jih je tiskala katoliška tiskarna. Krek je veljal za nepredvidljivega in nepreračunljivega in bi lahko storil kakšen korak, ki bi povzročil represijo avstrijskih oblasti, je bil Jeglič prepričan. Medtem ko so na Hrvaškem Kreka zelo proslavljali, niso slovenski katoliški listi prinesli prav nobenega spominskega članka ob njegovi 50-letnici in tako preprosto ubogali to, kar jim je naročil škof Jeglič. Nekaj besed o osrednjih cerkvenih oblastih in Janezovem evangelistu Kreku. V tem času, ko je on deloval, sta imela največji vpliv v cerkvi papeža Leon XIII in Pij X, malo manj pa po tem času prve svetovne vojne Benedikt XV. Skoraj razumljivo je, da je imel največji vpliv nanj s svojim učenjem Leon XIII, svojo socialno encikliko, zanje postala vir idej in kar neke vrste programski okvir za številne pobude. Leona XIII. Je pogostokrat navajal in njegove besede je imel kot izhodišča za svoje nastope. Pri tem ni šlo samo za omenjeno okrožnico, temveč tudi za papeževe nastope ob različnih priložnostih. Na predavanju v Vevčah maja 1904 je Krek na primer ponovil pomenljive besede rajnega papeža Leona. Tisti, ki imajo denar, si bodo že sami pomagali. Ustvariti je treba pravilo, ustvariti je treba zakone, ki čuvajo revno delavstvo. Pri tem razmerju med delodajalci in delavci naj velja pravilo, vsi naj se zavedajo, da so ljudje. Kar nočeš, da ti drugi stori, tudi drugemu ne stori. In omenjam samo spominsko pesem Odo, ki jo je Krek napisal v čast Leonu XIII. Med zgodovinarji je do sedaj prineslo kar nekaj pozornosti vprašanje, ali je Krek dobil kakšno odlikovanje strani Svetega sedeža, oziroma kako je reagiral, ko je prišla pobuda za to odlikovanje. 23. januarja 1904 je bil škof Jeglič na obisku v Rimu. Takrat je želel s papežem Pijem X, to je le nekaj mesecev oziroma tednov, potem ko je nastopil v službo, govoriti o navodilih, ki jih je papež dal glede političnega delovanja katoličanov. Navodila so bila seveda namenjena italijanski katoliški skupnosti, pa o ljudskem petju v cerkvah, o nastajanju Rimske unije, Uršulink in podobna vprašanja. No, in takrat je papež tudi predstavil delovanje Kreka na socialnem, družbenem in političnem področju. V ta namen je pripravil obsežno promemorijo. Ker pri nas ni mogoče, da katoliški socialci ne bi bili politiki, ker je pri nas boj verski, politični, socialni, narodni najbolj tesno spojen. Da ne bode kakšnih zmešnjav, sem za svetega očeta sestavil točen obris naših pogojev, sodelovanje duhovnikov in stališče moje. Obris bom dal najprej državnemu tajniku pregled, prosil ga bom, naj svetega očeta o tem obvesti, da mi bode pri zaslišanju sveti oče točen odgovor lahko dal, je zapisal Jeglič v svoj dnevnik. Ta promemorija seveda ohranjena in sicer v arhivu državnega tajništva. Škof Jeglič je nastopil preventivno in si o tej temi po pogovoru s papežem zapisal:
Onda sem opisal delovanje dr. Kreka in tudi povedal, da je včasih precej vehementen, pa ga prosil, naj ga imenuje svojim hišnim prelatom. Dal sem, da nima denarja za takse, ker vse razdeli, in papež mi obljubil, da ga imenuje gratis. Ves vesel in srečen sem šel od njih. Naša ljudska stranka bo jako vesela, ko jaz vse to razložim. Tudi imenovanje dr. Kreka prelatom bo pri delavcih in pri stranki najbolj vtis napravilo. Krek sam se bo pa nekoliko jezil. Konec navedka. V tajnem državnem Vatikanskem arhivu je bilo moč najti dotično Jegličevo besedilo, v katerem papeža prosi, da Kreka imenuje za svojega prelata. V 4 točkah je temeljito predstavil Krekovo delo, njegove zasluge na različnih področjih, kot predavatelj v semenišču, kot poslanca, kot ustanovitelja zadrug in drugo. Vsa ta področja so povezana med seboj z njegovim socialnim čutom in skrbjo za delavce. In na to je mogoče na temelju dokumentov, dr. Salmič jih je temeljito raziskal, ugotoviti, da je ves postopek bil izpeljan, da je tudi imenovanje bilo poslano v Ljubljano in pa seveda, da se je potem v Ljubljani nekoliko zapletlo, kajti škof Jeglič je seznanil z dejstvom Janeza Evangelista Kreka, ki pa je seveda bil nezadovoljen in v popričevanju enega od njegovih poznavalcev je dejal, visok cerkveni dostojanstvenik bi ne mogel tako med ljudi, ne da bi odkrito občeval z njim, kakor občuje z navadnim duhovnikom. Jaz bi se morebiti prevzel, je baje tudi dejal. Pomislite, saj sem tudi jaz človek in podobne stvari. Tako da imenovanje ni bilo objavljeno, ni pa nikjer najti nobenega dokumenta, da bi ta odlikovanje bilo vrnjeno v Rim. Kar težko si je predstavljati to, kakšno čudno podobo bi to o Jegliču ustvarili si v Rimu. Seveda ni izključena ta možnost, vendarle do sedaj vsi fondi pregledani, nikjer ni, in dr. Salmič, ki je to iskal, ni našel nobenega drugega primera, da bi bilo kakšno odlikovanje vrnjeno. Verjetno je potem ustavilo se kot drugot, ni pa bilo javno predstavljeno in tudi ni bilo objavljeno. Samo še par besed. Jeglič in Janez Evangelist Krek ob smrti, veliko stvari tega je že poznano. Po mnenju škofa Jegliča je imel Krek neurejen in nezdrav način življenja. Zelo je kadil, zato je imel težave s srcem. Bolehal je dolgo in zdravstveno stanje je bilo odločilno, da je bil upokojen že pri 51 letih. Zaradi bolezni se je tudi iz Ljubljane umaknil k svojemu prijatelju, župniku Bajcu v Šentjanž na Dolenjskem. Škof Jeglič v svojih zapisih pohvali Krekovo delo na političnem in socialnem področju. Čeprav ne pozabi dodati, da so zapisi o njem v tistih dneh v marsičem pretiravali. Prizna mu, da je mnoge ustanove z omenjenih področji začel prav on, tako pri Slovencih, kot tudi pri drugih covanih. In na pogrebu so bili predstavniki vseh, v mnogih slovanskih skupin oziroma ljudstev. Za narod je storil prav mnogo, doda Jeglič. Na to pa se vpraša, kaj pa je storil za cerkev kot duhovnik za razvoj cerkvenega življenja, kajti javni zapisi o tem niso govorili. Včasih je pridigoval, tudi spovedoval, vprašuje pa se, koliko je opravljal duhovniške molitve in maševal in podobno. Kot povzetek lahko rečemo, Jeglič je Krekovo delo zelo cenil, dobro je bil pripravljen za svoje delo, ob različnih priložnostih tudi dobro nastopal. Tukaj je navedek iz enega od njegovih zapisov o Kreku leta 1904, govoril je prekrasno, tis govora posebno globok in slovesen. Če je že v začetkih njunih medsebojnih odnosih bilo razbrati kakšno manjše nesoglasje v raznih vprašanjih, je potem kasneje, zlasti po letu 1903, prišlo do kakšnih napetosti, vendarle pa Krek je cenil vse skozi
Jeglič je cenil vse skozi Krekovo javno delovanje, ki je imelo velik vpliv med duhovščino in ljudstvom, čeprav mu ni bilo vselej po volji, je pa znal ceniti in ga podpreti, kadar je slišal tudi kakšna drugačna mnenja o njem. In hvala za vašo pozornost.